Na straneh 4 in 5 tiskane izdaje Megafona ob 5. obletnici nezakonite prodaje občinskega zemljišča v Izoli objavljamo nove informacije o aferi. 1. oktobra bo minilo natanko 5 let od razvpite dražbe, na kateri je nekdanji župan občine Izola Danilo Markočič v sumljivih okoliščinah prodal dobrih 16.000 kvadratnih metrov zazidalnega zemljišča edinemu dražitelju, podjetju Projekt 2020 d.o.o. v lasti ruskega poslovneža Borisa Kopileviča. Kmalu zatem se je izkazalo, da je bilo atraktivno občinsko zemljišče v sumljivih okoliščinah prodano krepko pod ceno. V prispevku na straneh 4 in 5 razkrivamo, na kakšne načine si akterji nezakonite prodaje že od začetka neuspešno prizadevajo za to, da bi preslepili organe pregona in prikrili sledi nezakonite prodaje oziroma večmilijonskega oškodovanja občine Izola. Preberite si, zakaj so se v afero odločili vstopiti razvpiti poslovneži iz orbite grafista, ki so za časa županovanja Borisa Popoviča v Kopru večkrat uspeli dobro zaslužiti s spornimi nakupi občinskih zemljišč. Razkrivamo tudi to, zakaj so omenjeni menili, da jim bo podobno uspelo tudi v Izoli. Nameravali so preprečiti vračilo zemljišča občini in tako zaslužiti prek 10 milijonov evrov. Z branjem prispevka, objavljenega na 4. in 5. strani tiskane izdaje Megafona, boste izvedeli tudi to, zakaj se njihov načrt ne more uresničiti. Preberite in izvedeli boste, ali bodo tokrat odgovarjali za svoja dejanja.